Lepo pozdravljeni. V oddaji Pokličite župana danes gostimo župana občine Šentjernej, gospoda Franca Hudoklina. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tu v studiu, pa pozdravljeni seveda tudi vsi gledalci vaše televizije. Gospod župan, leta, desetletja in še več županujete v vaši občini. Kako gledate na razvoj občine v preteklosti in v kakšni poziciji je občina in kondiciji seveda je občina danes? Torej moram povedati, da se izredno rad spominjam torej leto 1995, ko smo nekako nastali kot občina Šentjernej, ko smo imeli nekako v začetku nastanka občine mobilno pisarno kar v mojem osebnem avtomobilu. Vendar leta so svoje prinesla, dobili smo prostore, skratka, in skozi ta čas dobili tudi, bom rekel, kar nekaj sredstev, ki smo jih vlagali, predvsem v cestno in komunalno infrastrukturo. In konec konca lahko rečem, da sta bila tam tretji in četrti mandat oziroma del drugega, tretji in del četrtega mandata, bom rekel, nekaj posebnega, kajti bilo je na ministrstvih dovolj denarja, določene investicije, konec koncev smo delali skozi noč in odraz tega seveda je bil, da smo v Šentjerneju, bom rekel, uredili kar toliko, bom rekel, cest, pa naj si bo tudi avtobusnih postajališč, pločnikov, javne razsvetljave, s pomočjo torej sofinancerskega ali nepovratnega denarja. Danes pa je situacija popolnoma drugače. Torej pozna se kriza v svetu, v Evropi, konec koncev tudi v Sloveniji. Pozna se tako na področju financ kot seveda gospodarstva in seveda za eno investicijo konec koncev kar nekajkrat v Ljubljano, da se dogovorimo za določen procent sofinanciranja na določenih področjih. No, kdor obišče vašo občino, predvsem Šentjernej, no pa tudi okolico, lahko vidi, da ste v preteklosti veliko sredstev vlagali v infrastrukturo. Kakšen pa je položaj danes? Torej res je in mogoče smo tudi prav čas planirali, da smo seveda te zadeve danes, konec koncev delamo tudi veliko na komunalni in seveda tudi na cestni infrastrukturi. V tem trenutku intenzivno gradimo kanalizacije skozi tako imenovano prvo fazo v Šentjerneju, kjer bomo nekako, bom rekel, do čistilne naprave pripeljali 60% našega prebivalstva. Intenzivno se gradi tudi na čistilni napravi. V tem času smo pridobili tudi koncesionarja, s katerim smo podpisali tudi koncesijsko pogodbo za dobo 35 let. Ta koncesionar bo seveda upravljal s to zadevo in konec koncev pa nam bo seveda postavil oziroma zmontiral tudi čistilno napravo, ki naj bi poskusno začelo obratovati tudi v letošnjem letu. Torej, velika investicija v tem trenutku na področju komunale je tudi, bom rekel, celotni vzhodni del naše občine, kjer seveda preko 2 milijona evrov, to pa so seveda tudi evropska sredstva, namenjamo za izboljšavo na vodovodnem sistemu, kajti ta sistem je bil pod upravljanjem podjetja Kostak iz Krškega, sedaj pa si želimo torej vso to infrastrukturo, ki je starejša od 30 let, zamenjati, jih obnoviti tudi na področju, bom rekel, samih priključkov in konec leta, ko seveda smo po pogodbi dolžni zaključiti to investicijo, bomo seveda ta vodovodni sistem predali torej naši, bom rekel, firmi, to je Komunalo Novo mesto, ki sedaj že upravlja večinski del torej vodooskrbe tudi v Šentjerneju. Seveda pripravljamo kar nekaj novih investicij, tudi, bom rekel, gre za celotno obnove vasi ali, bom rekel, gradnja mostov in ostalih zadev, vendar v tem trenutku moram povedati, da čakamo torej sprejem državnega rebalansa proračuna, torej ukrepe Vlade Republike Slovenije. Po prvih podatkih ali informacijah, ki jih imamo, bodo seveda zelo posegla tudi v občinske proračune, v financiranje in če seveda bo do tega prišlo, potem bomo sigurno morali za rebalansom proračuna spremeniti tudi letošnje investicije oziroma želje, ki smo jih dali kot prioriteta. Konec koncev se bomo morali prilagoditi torej tem varčevalnim ukrepom in seveda na terenu delati le toliko, kot nam bodo dopuščala finančna sredstva. Ker ste govorili o finančnih sredstvih, je proračun občine tisti, ki zagotavlja tako imenovano osnovno in pa širšo funkcijo občine.
letošnji proračun, kam je najbolj usmerjen, čeprav vem, da se je verjetno tudi ta, hočem samo povedati, ta socialni del proračuna po mojem tudi povečal od lanskega. Torej, jaz naj povem, da smo proračun za leto 2012 sprejeli v decembru meseca lanskega leta, ga uradno objavili tudi do konca leta, kar pomeni, da je v veljavo stopil s 1.1.2012. Seveda smo v tem času do danes sprejeli tudi dva rebalansa, in sicer tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. V mesecu januarju smo seveda sprejeli prvi rebalans. Vzrok temu je bil seveda razpis Ministrstva Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ko je objavil razpis torej za nepovratna sredstva za, bom rekel, romske naselja. Izredno kratek rok je bil tudi prijave, in sicer okoli 15. januarja je začela zadeva teči kot prijava za razpis, končala se je okoli 20. februarja, zato smo v mesecu januarju takoj upravili ta razpis, oziroma rebalans, kajti tudi naša občina se je javila, bom rekel, na ta razpis, in upam, da bomo tudi, bom rekel, uspešno izbrani in da bomo sredstva, ki jih bomo dobili, plasirali v komunalno infrastrukturo, torej v romska naselja, ker smo seveda zadevo tudi namenili. Drugi rebalans, ki smo ga pa seveda opravili v mesecu marcu, pa je bil bolj na področju sociale, in sicer Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je objavil tudi razpis za brezposelne osebe, torej javna dela, in na osnovi tega, na osnovi navodil smo pripravili tudi rebalans proračuna za 15 brezposelnih oseb, kar pomeni, da nekaj jih je odšlo v šolo. Bom rekel, ena brezposelna oseba pomaga društvo paraplegikov, ostali pa so torej na naših javnih delih, ker je naročnik občina Šentjernej, kar seveda ureja zelenice, čistijo Šentjernej, okolico in ostale zadeve. Gospod župan, ker sva pri brezposelnih in urejanje okrog teh težav, zanima me, koliko trpi občina zaradi tega novejšega časa in vse več brezposelnosti. Ali se je ta brezposelnost pri vas povečala? Torej, jaz moram povedati, da imamo to srečo, da imamo v občini torej tako gospodarstvo, ki mogoče ni najbolj, bom rekel, prizadela ta recesija, čeprav seveda si vsi naši direktori, tudi mi na občini želimo seveda, da firme čim boljše laufajo. Torej, tudi po podatkih zavoda je nekako procent primeren, torej naše občinosti o brezposelnosti, kajti vemo, da je kar velik procent ali procentov torej naših Romov, ki so prijavljeni na zavodu, potem so torej ljudje, ki so tik pred upokojitvijo ali so invalidi, zelo malo pa je tistih, ki bi seveda danes iskali delo. Tako da seveda, kar se tiče same socialne zadeve, torej občinski proračun v tem trenutku nekako ne trpi, seveda pa z ukrepi, ki jih bo vlada predpisala, pa se lahko zgodi, da bo torej kvota, ki je zdaj namenjena, premajhna in bomo seveda morali z rebalansom proračuna te zadeve spremeniti. Je pa prav, da povemo, da je letošnji proračun pri nas visok skoraj 9 milijonov evrov, da je največji porabnik torej cestna in komunalna infrastruktura, za katerega gre približno 25% oziroma 55%, to so investicije. Drugi največji uporabnik našega proračuna pa so družbene dejavnosti, za katerega namenimo skoraj 28%. To pa pomeni plačilo, bom rekel, celotnega programa vrtca, plače in vse ostale zadeve, materialni stroški osnovne šole. Skratka, tu se pa dobro zavedamo, da se lahko zadeva tudi spremeni ob novih šolskih letih, torej ko bodo vpisi v vrtce in ostale zadeve, vendar zaenkrat imamo planiranje tam okoli 2 milijona evrov. Vrtec Čebelica, upam, da sem ga pravilno imenoval, je, temu bi lahko rekli, rak rana Šentjerneja že kar daljši čas. In zanima me, kdaj, kako, ali ste se že in kako je to proračunsko usmerjeno, da boste reševali to težavo, kajti sami ste dejali, da je vse več otrok in bi jeseni lahko pravzaprav naraščanje števila otrok začelo biti problematično, ker jih ne boste imeli kam dati.
Torej, prav je, da povem, da je v mesecu marcu pri nas v občini poteka tudi vpis v novo šolsko leto. In sicer o tem je razpravljala tudi že komisija, za kar je ugotovila, da je letos bilo prijavljenih za vpis v novo šolsko leto 85 otrok in seveda ugotovila, da lahko sprejmemo 51 otrok, kar pomeni, da seveda bomo sprejeli vse otroke, ki so iz naše občine. Ta razlika med 85 in 51 pa so otroci iz sosednjih občin, kar pomeni seveda, da bodo najprej imeli prioriteto naši, potem pa seveda tudi ostali. V tem trenutku se pripravlja tudi sprememba zakonodaje, predvsem normativi, kar pomeni, da bo verjetno zakon dopuščal, da bo v skupino prišel še po eden otrok, kar pomeni, da se bodo skupine povečale. Zato seveda imamo možnost, da jih še več vzamemo. Skratka, še bolj problematična pa je ta zadeva, da se pripravlja tudi nova zakonodaja, kar pomeni, da ne bo vlada oziroma država Republike Slovenije več plačevala drugega otroka, torej našim družinam. Tukaj pa verjetno bodo izpisi iz vrtca in vse ostale zadeve, vendar pustimo času čas. Mi lahko rečem, da bomo v letošnjem letu sprejeli vse naše otroke v tem trenutku, da nimamo problema v tem trenutku tudi z, bom rekel, prostorsko stisko, da se je nam izredno obrestovalo tudi torej hiša, ki smo jo vzeli v najem na Gorenju Brezovici in tam odprli 2 oddelka v letošnjem letu. Skratka, te zadeve nekako nam gredo tako, kot smo jih planirali, torej tudi iz podatkov, ki jih imamo, bom rekel, na občini in seveda tudi v osnovni šoli. Drugače pa je seveda pri nas še vedno tabu tema to, da pripravimo vso dokumentacijo, da upoštevamo tudi sklepe občinskega sveta, kajti vemo, da je bila na to temo tudi izredna seja, in da seveda skušamo pripraviti nepovratna sredstva, pridobiti seveda vsa dovoljenja in nekako v naslednjem letu štarta tudi na to, da bi razširili torej otroško varstvo v Šentjerneju, s tem mogoče zmanjšali družinska varstva, kar pomeni tudi cenejša zadeva za starše in tudi šolo, konec koncev pa tudi za proračun naše občine. In konec koncev pa bodo odskočne deske ali analize, ki jih bomo delali takoj po novem šolskem letu, predvsem po vseh sprejetih zakonodaji z tega področja. Ali bo pri vrtcu šlo samo za obnovo, širitev ali gradnjo čisto novega vrtca? Torej, mi v tem trenutku pripravljamo 3 verzije, torej idejnih zasnov. Torej, te idejne zasnove bomo predstavili tudi našim občinskim svetnikom in konec konca občinski svet skupaj z občinsko upravo smo tisti, ki se bomo morali odločiti, ali bo šlo za čisto nov ali bo šlo za prizidek, torej k obstoječemu vrtcu. Skratka, mi moramo dobiti najmanj 6, bom rekel, igralnic, ki nam bodo nekako zadostile zadostno kvoto, bom rekel, površine, ki si jo v Šentjerneju že kar nekaj časa želimo. Če nadaljujem vaš zadnji stavek, v Šentjerneju si nekaj časa želite tudi dom starejših občanov. Do kje pa ste na tej poti? Je kakšna realna možnost kljub času, v katerem živimo? Torej, tudi to je naša glavna naloga v tem trenutku, kajti, bom rekel, vse načrti so vpeti, da Šentjernej dobi dom starejših občanov. Situacija pa v tem trenutku je takšna, da smo približno 6 let iskali vlagatelja, za kar smo ga tudi dobili. Vlagatelj si je v Šentjerneju ogledal tudi, bom rekel, možne lokacije, kje naj bi dom stal. Izdelal je tudi idejni načrt za ta dom v Šentjerneju. V tem trenutku pa imamo izredno velike bitke in razgovore torej z ministrstvom za podelitev koncesije. Upam seveda, da nam bo tudi ta zadeva uspela, kajti vemo, da nobena zadeva, bom rekel, ne pride čez noč. In 10. maja imamo ponovno z vlagateljem sestanek o možnih novih variantah glede gradnje tega doma. Jaz mislim, da Šentjernej bo ta dom dobil. Mi pa smo dolžni, jaz in seveda moja občinska uprava, skupaj tudi z občinskimi sveti, da naredimo vse, da seveda nam tudi država podpiše listino, kar pomeni podelitev koncesije tudi za področje Šentjerneja. Kakšne kapacitete pa menite imeti v tem domu? Torej, v tem domu gre seveda za gradnjo najmanj 150 postelj.
torej z vsemi standardi, ki jih Evropska unija tudi zahteva, kajti vem, da bodo morali vsi slovenski domovi, ki so grajeni še po starih normativih, v letu 2016 imeti le eno ali dvoposteljno sobo, kar pomeni seveda in tudi skupne kopalnice ali ločene kopalnice, kar pomeni, da bodo morali domovi izredno veliko vlagati in da bo ponovno prišlo do tistega, da bo premajhna kapaciteta obstoječih domov, zato se mi dobro zavedamo, da bi do tega leta radi pridobili dom tudi v Šentjerneju, predvsem pa so izredna zanimanja naših starejših občanov ravno tudi, bom rekel, za gradnjo domov v Šentjerneju. Profitabilnost kulturnega centra. Enaka želja po gradnji je bila, kot doma starejših občanov, je bila kar nekaj let tudi gradnja kulturnega centra. Zdaj pa me zanima, kako ste zadovoljni z delom tega centra in če so, kje so največje težave, kaj menite, je upravljanje v pravih rokah? Torej, mi smo o kulturnem centru različno v mojih mandatih mnogo govorili. Jaz se sam kot župan sem dobro zavedam in sem se zavedal tudi v tistem trenutku, ko smo upravljali razne razgovore z našimi kulturniki, z društvi, da ni pravilnega in pravega prostora v, bom rekel, okolici, kjer bi lahko imeli neko normalno proslavo ali prireditev. Zato smo seveda intenzivno delali na tem kulturnem centru in prišli do tega, da smo ga leta 2009 tudi zgradili. Torej 19. avgusta smo ga uradno tudi predali in od takrat pa do danes je ta hram, torej vrata tega hrama, prešlo preko 80 tisoč obiskovalcev, kar je za ta kraj kot Šentjernej, bom rekel, to zelo dober rezultat, kar pomeni, da dobro delamo na programski shemi. Zato imamo tudi dobro, bom rekel, vodjo, ki skrbi za to zadevo. Konec koncev pa smo sam kulturni center dali tudi upravljanje naši komunalni firmi, ki z njim skrbi, upravlja in seveda zato tudi občini plačuje določene dajatve. Seveda pa se dobro zavedamo, da sam kulturni center ne more živeti samo od prodanih kart. Sredstva so namenjena tudi v našem občinskem proračunu, za katerega seveda vsakomesečno namenjamo za izpeljavo raznih programov, za sofinanciranje raznih vstopnic naših, bom rekel, domačih društev. Skratka, delamo pa tudi na, bom rekel, tržni zadevi, kar iščemo tudi seveda zadeve tudi od ozunaj in v tem trenutku se nam je seveda obrestovalo vse. In moram reči kot župan, kot delavci moje občinske uprave, da smo izredno zadovoljni, predvsem pa so verjetno zadovoljni naši občani ali obiskovalci raznih prireditev v Šentjerneju, ki jih v zadnjem času ni tako malo. No, slišati je pa, da na oglede teh predstav prihajajo tudi iz drugih krajev, drugih občin. Gospod župan, a hotel v Šentjerneju bo? Torej, tudi tu imamo še vedno vlagatelja, ki je pripravljen vlagati v to zadevo. Ravno prejšnji teden smo upravili razgovor tudi z njim. Čaka na morebitne drugačne čase tudi na področju financiranja gospodarstva in vse skupaj, ampak upam, da zadeva ostaja, kajti vidimo, da k nam prihajajo gostje. Seveda imamo tudi dobre gostilne, ker jim lahko ponudimo dobro hrano in dobro pijačo. Nimamo pa seveda prostora, zato mi seveda od nas ali pa iz občine odhajajo ljudje, ki bi lahko del sredstev pustili tudi v naši občini. Zato se bomo še vedno intenzivno pogovarjali tudi o možnosti izgradnje tega hotela na področju naše občine. Občina Šentjernej je znana po tem, da imate kar precej pridnih, aktivnih, različnih društev. Zanima me, ali bodo zdaj z novim proračunom, z rebalansom, z tako imenovano splošno finančno krizo, ta društva, ki je prikrajšana finančno, torej s podporo občine? Seveda, če bo prišlo do določenih rezov v proračunsko pogačo, potem seveda bo, bom rekel, meter enak za vse.
Jaz se dobro zavedam, da že sedaj nimajo naša kulturna, športna ali druga društva tisto, kar si želijo. Zato bomo verjetno pri teh rebalansih tudi previdni in seveda odrezali tam, kjer vemo, da je zadeva upravičena, in dali seveda tja, kamor seveda bomo morali tudi na osnovi navodil vlade dati. Zaenkrat pa mislim, da ostaja društvim sredstva tako kot v preteklih letih, da bo v kratkem objavljen tudi javni razpis o sofinanciranju programov za letošnje leto. Upam pa, da se na tem področju resnično ne bo dogodilo kaj hujšega. No, kljub vsemu pa moramo reči, da je občina Šentjernej precej kmetijsko obarvana. Kako rešujete, se ne rečem težave, ampak kako pravzaprav pospešujete kmetijstvo, pa lahko govoriva od vinogradništva do živinoreje in ostalega v vaši občini. Kakšen pogled ima občina na razvoj kmetijstva? Torej, mi smo veseli, da imamo tako občino in da tudi, če ljudje pridejo v našo občino, drugod jih z veseljem peljamo, torej po občini pokažemo njem, naj si bo vinogradništvo, sadjarstvo, živinorejo, konjeništvo. Vendar pa moram povedati, da so določeni programi za naše kmete sofinancirani s strani države, ker imajo možno preko kmetijske svetovalne službe pride do določenih sredstev. Seveda pa je v proračunu namenjena tudi določena kvota, mislim, da tam preko 100 tisoč evrov, kar pa seveda našim kmetom, družinam financiramo nabavo raznih novih strojev ali bom rekel še v druge zadeve, torej tam v programe, kjer seveda zakonodaja tudi dopušča. Kajti moram povedati tudi to, da Ministrstvo za kmetijstvo oziroma agencija, ki to spremlja strogo, torej od nas odhajajo vsi podatki, kdo je dobil, koliko je dobil, seveda in nas istočasno tudi kontrolirajo, ali financiramo pravilne programe ali ne. Če pride do nekih, bom rekel, mimo zadev, da se financirajo, se morajo ta sredstva vračati tudi nazaj v proračun. Morda še vaš pogled na razvoj obrtno-gospodarske cone? Mi v tem trenutku imamo na razpolago tam okoli 250 hektarjev površin, kjer lahko seveda z našimi občinskimi posebnimi prostorskimi načrti torej spreminjamo, bom rekel, določeno namembnost teh površin. Torej iz kmetijskega je že prekvalificirano v stavbna zemljišča. Drugače pa, seveda, kot sem že dejal, mi smo izredno zadovoljni na našo gospodarstvo v občini, predvsem na obrtnike in podjetnike, torej na firme, ki jih imamo. Torej tudi tukaj neposredno politika ali, bom rekel, pogled občine ne sega v samo gospodarstvo. Vse programe, ki pa jih naši obrtniki in podjetniki rabijo, pa so financirani preko razvojnega centra v Novem mestu, za kar seveda vsako leto kvoto, ki je namenimo, skozi celotno leto tudi porabimo. Naj si bo na področju garancijske sheme, na področju razne nabave opreme ali zavarovanje bančnih kreditov, tako da seveda tako nadaljujemo tudi letošnje leto, za kar imamo z razvojnim centrom na osnovi sprejetega proračuna podpisane tudi vse pogodbe. Gospod župan, v roki držim novo zloženko, ki je namenjena torej vabilu na Javorovico 1. maja 2012 ob 11. uri. Tradicionalna, bogato obiskana prireditev, vsakoletna, z veliko truda vas in vseh sodelavcev, ljudi, z dobrim programom pravzaprav pripelje veliko mladine, pohodnikov, starejših, jezdecev in tako dalje. Kako bo z Javorovico letos? S tem, da naj povem, obeti vremenski so odlični. Torej, ta proslava na Javorovici ima konec koncev svojo tradicijo. Letos je že 66. prireditev po vrsti, kar seveda sega v spomin na padle borce 4. bataljona od Cankarjeve brigade in konec koncev tudi 1. maj, torej praznik dela. Torej, ta prireditev ali proslava na Javorovici nekako pomeni druženje torej naših občanov, prijateljev, znancev. Drugače pa je prav, da povemo tudi iz tega studija, da bo letošnji naš slavnostni govornik, predsednik države, gospod Danilo Türk.
da bo proslava se začela ob 11. uri s kulturnim programom, vse od nastopa torej našega pihalnega orkestra, potem učenca osnovne šole, potem so seveda tudi tu učenci glasbene šole, polagali se bodo tudi vence pred obeležja, torej pred spomenik in v samo kapelo. Na koncu pa bomo seveda spustili tudi 113 golobov v znak spominov na preteklost in konec koncev golob je tudi en simbol miru, kar pomeni, da bodo seveda golobi odleteli širom Dolenjske tudi v ta namen. Poleg te proslave smo organizirali tudi pohode, torej iz 4 smeri, ena iz Gorenjega Vrhpolja, druga iz Novega mesta, iz Vojašnice do Krvavega kamna, kjer odpeljejo avtobusi, potem pa po slovensko-hrvaški meji do prireditvenega prostora. En pohod seveda bo šel iz Bele krajine in naslednji, torej tam ob 7. uri pa iz Kostanjevice na Krki, izpred grada, tudi do samega prireditvenega prostora. Za vse obiskovalce, torej naše proslave, smo organizirali tudi zadostno število parkirnih mest, kar bi iz tega mesta prosil, da vsi udeleženci, ki bodo v prometu, dobro poslušajo navodila naših redarjev, pa tudi seveda redarjev oziroma tudi predstavnikov policije. Na samem prireditvenem prostoru bo tudi gostinski del, kar pomeni, da bo dobra klapljica šentjernejskega cvička in seveda ostale dobrote, ki jih, bom rekel, v tem trenutku lahko izkoristimo. Skratka, vesel pa sem, da so obeti za to našo prvomajsko proslavo na Javarovici res dobri, tudi po vremenske napovedi, in mi se bomo potrudili, da bomo seveda v tem času, kar imamo še časa, pripravili resnično tisto, da bodo ljudje veseli in konec konca z veseljem prišli tudi na proslavo čez 1 leto. Tukaj berem, da bo nastopil tudi vaš pihalni orkester. Torej, nastopil bo naš pihalni orkester, nastopil bo tudi del pihalnega orkestra Slovenske policije, kajti gre za protokol Republike Slovenije, nastopila oziroma prisotna bodo tudi gardska vojska, pa bom rekel praporščaki. Jaz mislim, da bo tega programa zelo dovolj in da bo ta urica, ki je namenjena za kulturni program, resnično lepa, ostala v spominu vsakemu in konec koncev je naša želja, da se potem obiskovalci tudi srečno vrnejo nazaj v dolino in seveda od tam, kjer bodo tudi prišli, kajti moramo se zavedati, da ne gre to samo za prireditev šentjernejske občine, ampak da prireditev obiščejo iz celotne Slovenije, pa tudi izven. Pravi, da pomembno, da bo na proslavi prisoten tudi, bom rekel, veleposlanik Združenih držav Amerike, da bo prisotna tudi ruska delegacija, da bodo seveda vsi ti predstavniki polagali tudi cvetje. Skratka, zelo lepo in konec koncev veselimo se tega dne in veselimo se čim lepšega sončka tudi na Javorovici. No, zgleda, da je prav Javorovica vsako leto stičišče narodov. Govorite seveda tudi o delegaciji in pa o naših ljudeh, ki že leta in leta prihajajo na ta shod. Je pa zanimivo, da zadnja leta menda opažate, da se tega shoda, pohoda udeležuje vse več in več mladih. Torej, v tej prireditvi na Javorovici je bilo izrečeno mnogih mogoče nepravilnih besed, mnogo razmišljanj, vendar odraz tega je sigurno pravo ugotovitev. Zadnje 3 leta ugotavljamo kot organizatorji, da je na tej prireditvi na pohodu izredno veliko mladih ljudi, kar pomeni, da ne gledajo samo na preteklost, ampak da gledajo tudi na sedanjost, da je to resnično 1. maj, praznik dela, ki ga vsako letje težje, seveda, bom rekel, proslavljamo radi tega, ker gre seveda tudi za izgubljanje delovnih mest in seveda iskanje novih možnosti zaposlitve, ampak konec koncev nagrada nam je sigurno to, da vidimo mlade, da vidimo dobre, bom rekel, obraze, nasmejane, seveda pa je številka obiskovalcev tam med 5 in 8 tisoč vsako leto. Gospod župan, lepa hvala, da ste se odzvali povabilo v studio. In seveda vam, vašim občankam in občanom, seveda in vsem obiskovalkam in obiskovalcem Javorovice 2012 iskrene čestitke ob prvomajskem prazniku in še veliko, zdaj pa lahko rečemo, delovnih uspehov.
Hvala lepa za te čestitke, mi pa dovolite, da še enkrat iz tega mesta povabim torej vse vaše gledalce torej na prireditev, ki sva jo omenila. Prav pa je, da iz tega mesta zaželim vsem vašim gledalcem torej vse najlepše ob prazniku dela. Predvsem naj bodo te želje namenjene tudi mojim občanom in občankam, za željo seveda, da še naprej gradimo torej in iščemo čim boljše variante za nova delovna mesta in seveda za boljši gospodarski jutri tudi naše Šentjernejske doline. Tako, cenjeni gledalke in gledalci, to je bil pogovor z županom Francem Hudoklinom, se opravičujem. Lepa hvala, če ste bili z nami in seveda še naprej vam želimo prijeten ogled programov televizije Vaš kanal.